Spoštovani gledalci in spoštovane gledalke, dober večer. Upam, da ste lepo preživeli včerajšnji kulturni praznik in da je bil za vas dela prost. Vemo namreč, da to niti ni tako samo po sebi umevno, sploh kadar gre za delavce z področja zdravstva, ki morajo biti bolnikom ves čas na razpolago. Sicer pa bomo nocoj v naši zdravstveni oddaji Halo zdravnik govorili o samopoškodovalnem vedenju, dotaknili pa se bomo tudi hiperkinetične motnje. V naš studio sem povabila docentko doktorico Hojko Gregorič-Kumprščak, doktorico medicine, specialistko pedopsihiatrije z enote za otroško in mladostniško psihiatrijo UKC Maribor. Dober večer. Dober večer. Lepo pozdravljeni. Vesela sem, da ste se odzvali povabilu. Danes bomo torej začeli s samopoškodovalnim vedenjem, pa predlagam, da morda za začetek naredim en tak čisto kratek uvod, kjer bom pravzaprav povzela besede bolnika, če se lahko tako izrazim, s tovrstnim samopoškodovalnim vedenjem, ki je izrazil svoje misli na sledeč način. Včasih na sebi ne najdem niti ene pozitivne stvari. V takem primeru je edina stvar, ki mi pomaga, če se porežem ali naredim nekaj podobno destruktivnega, ker dobim občutek, da le nisem tako zelo slaba. Ja, morda močna. Ja, kar udaren začetek, pa mogoče bi prosila vas, da nam poveste definicijo samopoškodovalnega vedenja, da nas uvedete v to temo. Ja. Samopoškodovalno vedenje je namerno poškodovanje lastnega telesa in kar je bistveno, v ozadju tega ni samomorilnega namena. Torej, to ni poskus samomora, ampak gre za poškodovanje telesa. Najbolj pogosto uporabljajo ljudje, ki se samo poškodujejo, prakso rezanja, lahko rok, stegen, lahko pa tudi na nevidnih, ne tako vidnih delih telesa. K samopoškodovalnemu vedenju lahko tudi spada praskanje, potem ugašanje cigaretnih ugorkov na koži, lahko tudi da se poškodujejo kakšne že zaceljene rane, da se na novo odprejo. To so nekako najbolj pogoste oblike samopoškodovalnega vedenja in že iz naštetega je nekako vidno, da tu odzadaj ni nekega samomorilnega namena. Namen je drug. Namen je neko notranjo stisko, neko psihološko zadrego spraviti iz sebe preko te telesne bolečine. Kakšni pa so običajno vzroki, da do tega samopoškodovalnega vedenja sploh pride? To je zelo težko vprašanje, ker samopoškodovalno vedenje je v bistvu simptom, za katerim je lahko veliko različnih bolezni. Na samopoškodovalno vedenje lahko gledamo tako malo poenostavljeno kot na vročino, na povišeno telesno temperaturo, ki je lahko prisotna in pri angini, in pri gripi, in pri pljučnici, in pri mnogih boleznih. Tako da ni enega odgovora na to, kaj je v ozadju samopoškodovalnega vedenja. Najbolj pogosto ga vidimo pri mladostnikih, ki so v nekih stiskah. Kakšne so pa te stiske, je pa zelo različno in zelo individualno. Lahko so tako imenovane normativne stiske, torej take, katerim so izpostavljeni tudi vsi ostali mladostniki, pa jih oni slabše premagujejo. Lahko so to mladostniki, ki imajo v ozadju pa vseeno velike travme, lahko so tudi fizično, spolno zlorabljeni. Potem pa so lahko samopoškodovalno vedenje prakticirajo tudi osebe, ki imajo kako duševno motnjo, naprimer depresijo ali pa osebnostno motnjo, najbolj pogosto mejno osebnostno motnjo. Te osebe se tudi zelo pogosto samopoškodujejo. Je samopoškodovanje kot tako
mogoče preprečiti, zatreti že v kali s kakšnimi preventivnimi ukrepi, da do slednjega sploh ne bi prišlo, so predtem kakšne vrste, ki morda nakazujejo, da bi lahko prišlo do samopoškodovalnega vedenja, pa lahko ukrepamo že takrat, da to preprečimo? Ja, spet je odgovor zelo širok, ne? Spet pri vsakem posamezniku drugače. Ne? Če je v ozadju nekega samopoškodovalnega vedenja depresija, seveda preprečiti razvoj depresije, jo zdraviti pravočasno, ne? Gotovo preprečiti tudi samopoškodovalno vedenje. Če je v ozadju samopoškodovalnega vedenja neka stiska, ki smo ji prej rekli normativna, ne? Torej nek stres, s katerim je soočenih večina mladostnikov, pa ga ta dotični mladostnik slabše premaguje, je sigurno to, da učimo mladostnika spretnosti, spoprijemanja s stresom ali pa nekih socialnih veščin, tisto, kar lahko prepreči samopoškodovalno vedenje. In tako v bistvu za vsak vzrok, ki je v ozadju samopoškodovalnega vedenja, bi lahko naštevali, kako ga lahko preprečimo. Kaj pa je sicer značilno za otroke in mladostnike, ki se samopoškodujejo? Ali so jim skupne kakšne splošne osebne karakteristike, da vemo, da so morebiti bolj nagnjeni k temu kot ostali ali ne? Ja in ne. Ja, zato, ker vidimo, da se veliko otrok in mladostnikov, ki že imajo neke duševne motnje, samopoškoduje. Tukaj je procent samopoškodovalnega vedenja v tej skupini je skoraj 60%. Seveda pa vidimo tudi samopoškodovalno vedenje pri drugi skupini otrok in mladostnikov, predvsem so to mladostniki, kjer pa ni neke duševne motnje v ozadju, kjer vidimo, da so to pravzaprav, rečemo v narekovajih, normalni, normativni mladostniki, ki se pač v nekem obdobju svojega odraščanja tudi samopoškodujejo. Tako naša oddaja tudi danes poteka v živo, zato vas, spoštovane gledalke in gledalci, vabim, da nas pokličete v naš studio in morebiti zastavite kakšno vprašanje moji današnji gosti na temo samopoškodovalnega vedenja. V nadaljevanju oddaje pa bomo seveda govorili tudi o hiperkinetični motnji, tako da ostanite v naši družbi in da vam povem še tisto pravo telefonsko številko 02 620 3737. Pričakujemo vaš klic in verjamemo, da boste lahko dobili kvaliteten in strokoven odgovor na vprašanje, ki vas teži. Ja, mene pa zanima, ali je po vaših izkušnjah samopoškodovalno vedenje pogost pojav pri današnji mladini in kaj kaže statistika, če zadevo primerjamo s preteklimi leti? Se zadeva pogosteje pojavlja ali ne? Ja, samopoškodovalno vedenje je bilo v različnih oblikah in funkcijah prisotno že v bistvu skozi vso zgodovino človeštva. Naprimer, neki šamanski rituali so lahko vsebovali tudi samopoškodovalna vedenja. Najdemo to vedenje v mitologiji, v religiji. Je pa tudi res, da se danes definitivno soočamo z epidemijo samopoškodovalnega vedenja. Toliko oseb, ki se samopoškoduje, jih ni bilo niti pred 10 leti in resnično narašča. Ja, o tem bova seveda še govorili, sedaj pa je že čas, da sprejmemo prvi klic. Dober večer, komu? Dober večer, to pa je Ivica iz Štajerskega konca. Pozdravljeni. Ja, da sem povedal, kdo je kriv to, da so otroci taki, tu so krivi, eni so krivi starši, eni pa so krivi učitelji v šoli, ki dajo otrokom preveč nalog in se otroki ne morejo to tako naraviti biti. Tudi jaz mislim, ne. Ker tudi jaz imam bolanega otroka, samo je že odraščal, ne. Ja, hvala za vprašanje. Pogosto vprašanje, tak starši razmišljajo o samopoškodovalnem vedenju. In seveda v ozadju nekaterih mladostnikov, ki se samopoškodujejo, je tudi lahko prevelik šolski pritisk, lahko so prevelika pričakovanja staršev, ki niso v skladu z nekimi resničnimi zmožnostmi tega otroka ali pa mladostnika, ampak to ni nikoli edini vzrok, ne.
Pri samopoškodovalnem vedenju se vzroki seštevajo in tudi šolski pritisk ni edini vzrok. Se more verjetno sešteti še s tem, da je mogoče pri tem dotičnem mladostniku slabša razvita samopodoba, da ima sam o sebi mogoče slabša, negativna pričakovanja, mogoče tudi ni družina ali pa širša okolica mu ne nudi dovolj podpore. Tako da nikoli ne najdemo enega samega vzroka. Ampak je več pridruženih. Tako. Hvala za odgovor. Še bomo sprejemali vaše klice 02-620-3737. Pokličite nas. Tako, midve pa, če nadaljujeva s tistimi statističnimi podatki, kje se gibljajo? Kje se gibljajo? Pred obdobjem mladostništva, torej tam nekje pri otrocih, je samopoškodovalno vedenje prisotno nekje do 4%. Med mladostniki se ta procent viša, naraste tam do 14% in tudi samopoškodovalno vedenje je prisotno tudi pri odrasli populaciji, do 4% odraslih se še lahko samopoškoduje. Vsekakor je vrh tega vedenja v mladostništvu. Mladostništvo je naporno obdobje, mladostnik ima ogromno razvojnih nalog pred sabo, ki jih mora opraviti in zaradi tega je tudi tukaj največja pogostost samopoškodovalnega vedenja. Pri nas v klinični praksi, torej otroški in mladostniški psihiatri, ki se ukvarjamo s temi mladostniki, pa tudi ostali člani tima, klinični psihologi, pedagogi, medicinske sestre, torej ta klinična populacija, kjer ima pa prisotno tudi neko duševno motnjo v ozadju, v tej populaciji pa je samopoškodovalno vedenje prisotno v več kot polovici primerov. Tam do 60% mladostnikov, ki ima neko duševno motnjo, se tudi samopoškoduje. Koliko, če ni skrivnost, pa so recimo stari vaši najmlajši bolniki, ki se že srečujejo s tem početjem? Lažje odgovoriti najprej na vprašanje, kakšna je povprečna starost teh mladostnikov. To vemo dobro, okrog 15 let so stari ti mladostniki. Na našem oddelku, torej na enoti za otroško in mladostniško psihiatrijo, poteka tudi ena raziskava, delajo naša mlada specializantka Teja Bunderla, ki je ugotavljala tudi nižjo starost začetka samopoškodovalnega vedenja pri naših otrocih in mladostnikih, kot je to značilno naprimer za druge evropske države. Tako da vemo, da se naši mladostniki začnejo samopoškodovati že tam okrog 12. leta, to je 7. razred osnovne šole. Je hitro in podatki iz drugih evropskih držav pa so, da je ta starost začetka samopoškodovalnega vedenja malo višja. Koliko je bil pa star najmlajši otrok za samopoškodovalnim vedenjem, ki smo ga obravnavali, pa mislim, da je bilo tam pod 10 let. Ampak to je en primer. Pa vendar se je zgodil. Tako, mi pa že imamo naslednji telefonski klic. Dober večer. Komu? Dober večer. Pozdravljeni. Jaz bi samo eno vprašanje postavila, prosim. A lahko psihopat na zdravega otroka deluje negativno? Oprostite, lahko še enkrat ponovite vprašanje, prosim. Če lahko psihopat deluje na zdravega otroka negativno? Ali pa na sploh ljudi? Vprašanje je, če lahko psihopat deluje na otroka negativno. Zdaj moramo definirati, kaj je to psihopat, tako v splošnem pogovornem jeziku. To pomeni eno osebo, ki zelo manipulira z čustvi drugih. V strokovnem jeziku rečemo, da je to motena, osebnostno motena oseba, damo ji celo lahko diagnozo, disocialna osebnostna motnja in za te je značilno seveda, da so te osebe so zelo impulzivne, nimajo občutkov krivde,
nimajo empatije in glavno, kar je, res manipulirajo z ljudmi, ki jih imajo v svoji okolici, torej tudi z otroci. Tako da odgovor je gotovo pritrdilen, ja, take osebe lahko in praviloma zelo negativno vplivajo na otroke. Morda še kak nasvet? Ali se je bolje takim osebam izogibati oziroma seveda, če otrokom preprečiti stike? Če prepoznamo v nekem človeku, da gre za moteno osebnost, se je gotovo takim ljudem boljše izogibati, ampak problem je, preden mi spoznamo, da imamo opravka z moteno osebo, lahko minejo meseci ali pa leta. In lahko nastane tudi verjetno nepopravljiva škoda. Da, gotovo. Ja. Zanima me, ali obstajajo kakšni rezultati raziskave oziroma če je sploh bila narejena, ali so k samopoškodovalnemu vedenju bolj nagnjena dekleta ali fantje? Je zadeva vezana na spol ali niti ne? Samo poškodujejo se tako fantje kot dekleta, je pa res, da se dosti pogosteje poškodujejo dekleta. To je tudi pokazala naša raziskava, ki sem jo prej omenila, da se dekleta v veliki večini, tam mogoče skoraj 90% samo poškodujejo. Fantje pa očitno uporabljajo tudi druga vedenja, ne samo poškodovalna vedenja, ko so v stiski. Zanima me, ali obstaja kak tak splošen krog samopoškodovanja? Obstaja kakšen lok napetosti, če bi ga morda lahko malce opisali, da bi si lažje predstavljali celotno situacijo? Ja, zdaj, mogoče za začetek je treba povedati, da ima samopoškodovalno vedenje več funkcij. Prva funkcija je gotovo, da se samopoškodovalnim vedenjem uravnavajo čustva. In pri tem lahko govorimo tudi o tem loku napetosti, ki nastane. Seveda ga lahko opišem. V mladostniku se tvori neka velika duševna stiska, spet iz kakršnega koli razloga, ne pri vsakem iz drugačnega razloga. In ta duševna stiska potem narašča, lahko pride do takega emocionalnega kaosa. Če govorim bolj v nestrokovnem jeziku, lahko to privede do čustvenega zloma in do take velike napetosti, ki jo mora dati mladostnik iz sebe, torej do neke potrebe po akciji. In tukaj nastopi ta moment samopoškodovalnega vedenja, ko se mladostnik samo poškoduje, da to notranjo bolečino navzven, jo prevede v telesno bolečino in s tem se pomiri. In to je glavna funkcija samopoškodovalnega vedenja, pomiritev notranje napetosti. In je zelo efektna, to pomeni, mladostniki se potem počutijo bolj sproščeni, manj napeti, nek problem je vsaj začasno rešen, ampak ta lok se lahko čez nekaj časa, ali čez uro, ali čez dan, ali čez teden stopnjuje do tega, da pa so nad svojim vedenjem razočarani, dobijo občutek nemoči in se ta duševna stiska spet narašča in se lok ponovi. Kako pa lahko prepoznamo samopoškodbeno vedenje? Takrat, ko že zagledamo rane, ki so vidne, ali obstajajo tudi kakšni drugi, bolj prikriti znaki? Ja, če se mladostnik samo poškoduje na teh zelo vidnih delih telesa, opazimo rane. Če se samo poškoduje tukaj po zapestjih, se to lahko vidi. Je pa res, da mladostniki to poskušajo zakriti, nosijo na primer dolge rokave tudi poleti, kar je lahko en znak, na katerega moramo biti pozorni, ali pa si rane, če so na zapestjih, prikrijajo s kakimi širšimi zapestnicami. Če pa se poškodujejo na takih delih, ki jih ne vidimo vsak dan, ki jih imamo običajno pokrite z oblačili, je pa včasih traja
mesece, preden naprimer starši ali pa ljudje, ki so takemu mladostniku blizu, opazijo, da je kaj narobe. Takšni skriti deli so lahko notranje strani stegen ali pa trebuh, ko res ne opaziš hitro, da je nekaj narobe. Ampak kot rečeno, samo poškodovalno vedenje je samo eden izmed simptomov neke stiske, neke duševne motnje. In tak mladostnik nima samo poškodovalnega vedenja, ampak je verjetno tudi v razpoloženju bolj žalosten, bolj otožen ali tudi bolj agresiven. Torej, kaže svojo stisko tudi na druge načine, ne samo z samopoškodovalnim vedenjem. Tako, še enkrat bom ponovila našo telefonsko številko 02 620 3737. Lahko nas pokličete in na temo samopoškodovalnega vedenja zastavite kakšno vprašanje ali polemiko naši strokovnjakinji, dr. Kumprščakovi, ki jo nocoj gostimo v oddaji Halo zdravnik. Ja, kaj predlagate? Kako naj starši ravnajo, če ugotovijo, da se pri njihovem otroku dogaja to samopoškodovalno vedenje? Kakšne so najbolj priporočljive reakcije, ki jih priporočate strokovnjaki? Seveda, prva naloga starša je, da se pogovori s takim mladostnikom. Pogovori v miru, ne v afektu, ne z dretjem, ne v tisti čustveni stiski, v kateri je tudi starš, ko ugotovi, da se mladostnik samo poškoduje. Tako da mora starš najti en primeren trenutek, ko sam ne bo zelo razburjen zaradi tega dejstva, da se mu mladostnik samo poškoduje, in takrat je na mestu pogovor. To je gotovo prvi korak. Seveda se zna zgoditi, da mladostnik ne bo hotel o tem sploh govoriti, bo starša zavrnil. In v bistvu tukaj že opisujemo to situacijo, ko je funkcija samopoškodovalnega vedenja tudi komunikacija, torej sporočanje, nekaj je narobe v našem odnosu, nekaj je narobe v naši družini. Takrat morda tak pogovor mladostnik, starš sploh ne bo stekel. Pametno je seveda, da starši tudi poiščejo v nekem primernem trenutku strokovno pomoč. To pomoč pa iščejo stopenjsko. Verjetno je najbolj primerno, da gredo najprej v šolsko svetovalno službo, tam so izobraženi svetovalni delavci, psihologi, pri katerih lahko dobi neke prve informacije, in pa seveda pri izbranemu zdravniku tega mladostnika. Kakšna pa je potem pot, kako se nadaljuje? Če osebni zdravnik presodi, da je potrebna nadaljnja obravnava? Se napoti takega mladostnika naprej, lahko k kliničnemu psihologu, lahko k specialistu otroške in mladostniške psihiatrije. Spet tu moram reči, ni ene poti, ni enega recepta, ker vsak mladostnik ima v ozadju drug vzrok, zakaj se samo poškoduje. Lahko gre resnici v ozadju za neko duševno bolezen, takrat je gotovo obravnava pri otroškem in mladostniškem psihiatru na mestu. Včasih je pa samo stiska zaradi šolskega pritiska, ampak ta samo stiska je mogoče nepravilni izraz, ker za enega mladostnika je to velika stiska. Večje ne pozna. Takrat je pa dovolj, da se mu to šolsko stisko zmanjša, torej res v krogu šolske svetovalne službe, in se bo že s tem lahko zelo zmanjšalo samopoškodovalno vedenje, če ne že odpravilo. Če dovolite, bi se skupaj sprehodili še skozi nekaj mitov o samopoškodovalnem vedenju in bi prosila, če lahko vsakega na kratko razložite. Sicer že na začetku oddaje ste omenili samomorilnost, pa vendar. Samopoškodba je spodleteli poskus samomora. Ali to drži ali ne? Zdaj, tako kot smo zastavili definicijo samopoškodovalnega vedenja, to ne drži. Definicija samopoškodovalnega vedenja je, da gre za namerno poškodovanje lastnega telesa brez samomorilnega namena. To je definicija. V
praksi, v resnici pa seveda pri enem mladostniku težko ločiš, kaj se je dogajalo. Če je imel on v ozadju nekega rezanja po zapestju idejo, da bo s tem umrl, da bo izkrvavel, je to gotovo poskus samomora. Tako da ločimo, ali je šlo za samopoškodovalno vedenje ali za poskus samomora, se moramo z mladostnikom pogovoriti in ga direktno vprašati, kaj je bil namen. In če reče, jaz sem mislil, da bom s tem umrl, gre gotovo za samomorilno vedenje. Ampak absolutna večina mladostnikov, o katerih govorimo, pove drugače. Jaz nisem hotel umreti, jaz sem bil samo v taki stiski, ko nisem vedel, kaj drugega narediti, kakor se samo poškodovati, ker vem, da to prinese neko vsaj začasno olajšanje. Kaj pa naslednja trditev? Samopoškodba je sredstvo pridobivanja pozornosti in manipulacije z drugimi. To je tako grdo rečeno, ampak lahko drži. Seveda, s tem, ko se ti samo poškoduješ, nekaj sporočaš, jaz sem v stiski, pomagajte mi, nekaj je narobe v komunikaciji ali v družini ali v širši okolici, ampak s tem v bistvu želimo, da se nam pomaga. In samopoškodovalno vedenje ima gotovo tudi to komunikacijsko funkcijo, ko mladostnik svoje stiske ne zna drugače izraziti, kakor skozi tako vedenje. Imam še eno trditev in sicer resnost samopoškodbenega vedenja je merljiva z resnostjo poškodb. Ne vem, to je zdaj težko meriti samopoškodovalno vedenje, kaj zdaj bomo rekli, eno je manj resno, drugo je bolj resno, ne. Vsako samopoškodovalno vedenje je treba vzeti resno, ima neko funkcijo, treba je videti, v kakšni funkciji je. Teh funkcij je dosti, mogoče še o tem potem nekaj rečeva in potem tudi na primeren način samopoškodovalno vedenje obravnavati. In če morda za trenutek vendarle ostaneva pri teh funkcijah, ki ste jih omenili? Ja. Prva je, to smo že skozi govorili, uravnavanje čustev, lajšanje te notranje stiske preko telesne bolečine. To je gotova prva in najbolj pogosta funkcija samopoškodovalnega vedenja. Druga pa je na primer samokaznovanje, o tem nisva še nič rekle. To je značilno za mladostnike, ki jezo usmerijo vase, ki imajo zelo slabo samopodobo in zelo veliko samokritičnost. In uporabijo samopoškodovalno vedenje v funkciji, da se kaznujejo, ker so slabi. S takim mladostnikom je treba ogromno delati, psihoterapevtsko delati, da bo to svojo slabo samopodobo spremenil. Potem tretja funkcija samopoškodovalnega vedenja je vpliv na medosebne odnose, neka ponesrečena komunikacija, o tem sva prej nekaj rekle. Potem je pa lahko tudi samopoškodovalno vedenje, ima funkcijo disociacije. To pa je zdaj kar težek izraz, ki ga bo verjetno treba malo razložiti. Včasih se osebe znajdejo v položaju, ko nič ne čutijo ne psihične bolečine, ne telesne bolečine, ko so prazne, ker nekaj mladostnikov poroča o tem. In potem se samo poškodujejo, da vsaj nekaj čutijo. To je ta izraz, antidisociativna funkcija. Še imamo funkcije samopoškodovalnega vedenja. Pri nekem manjšem procentu mladostnikov je lahko tudi to, lahko samopoškodovalno vedenje ima funkcijo iskanja vznemirjenosti, neke akcije, nekaj se dogaja in se pač iz tega razloga samo poškodujejo. Lahko se pa z samopoškodovalnim vedenjem tudi enostavno samo postavlja meje. To je tudi lahko, mogoče manj pogosta funkcija, ampak tudi prisotna. Obstaja. Ja. Ja. Ali je samopoškodovanje mogoče zdraviti?
Spet bom rekla enako, ne samo poškodovalno vedenje je samo simptom, tako kot vročina, ali lahko zdravimo vročino. Treba je videti, kaj je v ozadju samo poškodovalnega vedenja in ja, ne, gotovo, če je v ozadju depresija, če je v ozadju neka osebnostna motnja, jo lahko zdravimo. Če so v ozadju slabi, disfunkcionalni odnosi v družini, se lahko te odnose obravnava, se jih izboljša, naprimer s pomočjo družinske terapije ali kakšne druge vrste terapije ali pomoči, ne. Če je v ozadju samopoškodovalnega vedenja neka šolska preobremenitev, se to odpravi in se posledično tudi samopoškodovalno vedenje zmanjša. Pa bi lahko rekli, da je iskanje vzrokov za to vrstno vedenje težka naloga? Je, gotovo je. Najprej moraš pridobiti zaupanje mladostnika, da se ti izpove, kako čuti, kako razmišlja, kako je razmišljal, ko se je prvič samo poškodoval. In tako zaupanje pri mladostnikih ne dobiš kar v prvem pogovoru z njim. Tako da je ponavadi potrebno, da pridejo večkrat na razgovor k nekemu strokovnjaku, da se vzpostavi nek odnos in da se lahko začne odkrito pogovarjati, kaj je v ozadju samopoškodovalnega vedenja. V katerih primerih pa pride v poštev hospitalizacija, če se odkrije, da je v ozadju ena resna duševna motnja? Tako, to je najbolj pogost vzrok. Če vidimo, da je v ozadju samopoškodovalnega vedenja naprimer depresija, lahko tudi kakšna sum na začetek psihoze ali pa osebnostna motnja, potem se včasih odločimo tudi za hospitalizacijo takega mladostnika. Je pa bolj pravilno in bolj prijazno njemu, če se samopoškodovalno vedenje obravnava ambulantno. In predvidevam, da je pri tem pomembna tudi podpora družine, prijateljev. Absolutno, absolutno. Družina je gotovo pomembna, da ne rečem najbolj pomembna za mladostnika, in če ima podporo v družini, vsaka obravnava steče lepše, hitreje in bolj uspešno. Mogoče še kakšen nasvet za starše, kako pa ne reagirati, ko zvemo, kaj se dogaja z našim otrokom? Absolutno ne reagirati v afektu. Ko bomo videli, da se mladostnik samo poškoduje, je normalno in naravno in logično, da bomo prizadeti, da bomo čustveno pod velikim stresom in takrat moramo najprej sami sebe pomiriti in šele čez, ne vem, dan, dva začeti v miru govoriti z mladostnikom, kaj se dogaja. Je pa to lahko znak, da smo v odnosu z njim nekaj spregledali ali da odnos mogoče ni tako dober, kot bi lahko bil. In seveda je tudi na mestu, kaj lahko mi kot starši v odnosu do mladostnika izboljšamo. To ne pomeni, da so starši krivi za samopoškodovalno vedenje. Absolutno ne. Ampak se je pa treba vprašati, kje je tisti, ne vem, delček, ki bi ga pa lahko tudi starši lahko izboljšali. Kako pa sicer okolica, po vašem mnenju, sprejema to vrstno početje? Se o tem sploh govori v strokovnih krogih? Verjamem, da ja. Kaj pa sicer med laiki? Je to še vedno tabu tema? Zelo različno, katero starostno populacijo gledamo. Mladostniki med sabo se o tem kar dosti pogovarjajo. Verjetno vsak mladostnik pozna koga, ki se samo poškoduje, in to je verjetno tema, o kateri kar dosti govorijo. Mi, starejši, kot laiki, nam je to zelo tuje, se zelo malo pogovarjamo o tem. Če se pa pogovarjamo, z enim začudenjem, neodobravanjem, da ne rečem stigmatizacijo takih oseb. V strokovni javnosti se o samopoškodovalnem vedenju v zadnjem času veliko pogovarjamo, se iščejo klinične poti za najboljšo obravnavo, da bi ga lahko res v čim hitrejšem času zmanjšali ali pa celo odpravili.
Ali obstajajo morda kakšne raziskave z področja, ki raziskujejo, ali so osebe s samopoškodbenim vedenjem v mladosti bolj nagnjene k samomorilnosti, recimo v odrasli dobi? Ali to nima nekih povezav? So povezave. Študije, pa tudi klinična praksa kaže, da te osebe, ki se samo poškodujejo, da je riziko, da bodo nekoč naredile nek poskus samomora večji, kakor pri tisti populaciji, ki se ne samo poškoduje. Tako da je. Ja. Ja, že na začetku oddaje sem omenila, da smo nocoj z vami v živo in da nas lahko pokličete na telefonsko številko 02 620 3737 in zastavite kakšno vprašanje na temo samopoškodbenega vedenja. Tudi moji današnji gosti, dr. Kumperščakovi z enote za mladostniško in otroško psihiatrijo Univerzitetnega kliničnega centra Maribor. Omenila pa sem tudi, da nocoj ne bova govorili samo o samopoškodovalnem vedenju, pač pa tudi o hiperkinetični motnji. Pa bi vas prosila, da nam poveste eno tako definicijo, da jo bodo vsi razumeli in da bodo kaj kmalu ugotovili tudi naši gledalci in gledalke, zakaj pravzaprav gre. Ne nazadnje zadeva ni tako redka v današnjem času. Ne, hiperkinetična motnja ni redka, gre pa za duševno bolezen. Prej smo govorili o samopoškodovalnem vedenju, ki je samo simptom, torej samo eden izmed znakov lahko različnih duševnih bolezni. Hiperkinetična motnja pa je že definirana duševna bolezen. Za njo je značilno, da nastane zelo zgodaj, pred 7. letom starosti otroka, in tako 3 skupine simptomov so za njo značilne. Hiperaktivnost, potem impulzivnost in pa motnja pozornosti. Te 3 zadeve so vedno skupaj ali se lahko pojavlja zgolj ena izmed naštetih? Lahko se pojavlja zgolj ena od naštetih ali pa 2, je pa res, da je najbolj pogosta kombinacija vseh 3 skupin simptomov. Kakor je tudi res, da se te simptomi skozi različna starostna obdobja spreminjajo. Zelo značilno je, da je za otroke v vrtcih, pa v prvih razredih osnovne šole najbolj problematična ta hiperaktivnost, ta motorični nemir, ko ne morejo sedeti pri miru, ko tekajo naokoli, pležejo naokoli, tudi ko so situacije zelo nevarne. Potem pa je najbolj moteč simptom v 2., 3. triadi osnovne šole, pa v srednji šoli motnja pozornosti, ko se učenec ne more skoncentrirati na neko šolsko delo, je zelo odkrenljive pozornosti, kar pomeni, da ga vsak hrup zmoti, vsak zvonec in podobno. In ima zaradi tega tudi dosti slabši učni uspeh, kot ima v bistvu svoje primarne intelektualne sposobnosti. Simptomi hiperkinetične motnje pri adolescentih, pa potem tudi v odrasli dobi, ki jih najbolj motijo, so pa ravno iz tudi področja motenj pozornosti, ki se pa kaže takrat pri njih že malo drugače, medtem ko teh simptomov hiperaktivnosti odrasli nimajo več, oziroma se spet kaže malo drugače. Odrasli ne tekajo več naokoli, ampak se ta hiperaktivnost spremeni v notranji nemir, v notranjo napetost. Kako pa je bilo z obravnavo hiperkinetične motnje v preteklosti? Kar je zelo jasno iz vseh kliničnih študij in tudi iz klinične prakse je, da hiperkinetična motnja ne narašča, čeprav je tak vtis in čeprav je odkrijemo vedno več. Ampak to pomeni, tudi pred 20, tudi pred 50 leti jo je bilo toliko, kakor danes, vendar je otroke in mladostnike manj motila v vsakodnevnem funkcioniranju. Če samo pogledamo situacijo v Sloveniji, danes morajo že 6-letniki sedeti 45 minut pri miru, pri eni šolski uri.
Še pred 10 leti je bilo drugače, ne? So bili še ti 6-letniki v vrtcu in so imeli čist druge zahteve. Tako da, če je nek 6-letnik hiperaktivn, se bo to dosti prej pokazalo kot njegov minus, ne, njegovo slabše funkcioniranje danes, kakor se je še pred 10 leti. Pa sicer bi lahko rekli, da to negativno vpliva na otroke, ki so hiperaktivni, da pa vendarle nekako morajo upoštevati pravila in v šoli sedeti. Bi bilo bolje, da bi morda zaprosili za odlog šolanja in 1 leto še preživeli v vrtcu? Bi se temu izognili? Ja, nekateri gotovo. Za nekatere otroke bi bila to gotovo rešitev. Da, 1 leto pri 6 letih pomeni dosti, možgani zorijo v tem času zelo hitro. Tako da ja, spet za čisto vse pa to ne bi bila rešitev. Bi bilo treba spet pogledati zelo individualno. Kje pa pravzaprav tičijo vzroki za nastanek te motnje? So povezani z genetiko ali kako drugače? Ja, pri tej duševni motnji je dokazano, da je skoraj 70% vzrokov za njen nastanek v genetiki, torej v nekih določenih zapisih, ki jih prinesemo ob rojstvu s seboj. Kako pogosto pa se motnja pojavlja? Kaj pravijo statistični podatki in kakšne so nenazadnje tudi vaše izkušnje? Statistika pravi, da ima hiperkinetično motnjo 3% šoloobveznih otrok. To pomeni kar velika številka, mogoče na razred en tak otrok je lahko prisoten. Pa se ta motnja pojavlja v vseh kulturah sveta ali smo prav na našem področju nekako bolj nagnjeni k temu? Ne, zanimivo je, pa tudi razumljivo, če je genetika v ozadju, da je prisotna v vseh kulturah enako, v vseh rasah, na vseh kontinentih, ampak seveda imeti hiperkinetično motnjo v neki kulturi, kjer živijo še zelo na prostem, kjer se veliko gibajo, da ne rečem, da tekajo po preriji, ne, je čist nekaj drugega, kakor jo imeti v naši kulturi, ko moraš zbrano sedeti, se učiti, že kot sva rekli, pri 6 letih starosti. Kaj pa običajno spodbudi starše, da vendarle poiščejo strokovno pomoč za svojega otroka? Če je najbolj problematičen ta hiperkinetičen del, ta hiperaktivnost, da so neprestano v gibanju, da ne morejo sedeti pri miru, starše zelo hitro, če sami ne opazijo, da gre za problem, opozorijo že vzgojiteljice v vrtcu ali pa učiteljice v prvi triadi, da ta otrok pomembno odstopa od vedenja drugih otrok in je to tista vzpodbuda, da iščejo starši tudi strokovno pomoč. Če pa ta simptom hiperaktivnosti ni tako v ospredju, kot je mogoče značilno bolj za deklice, če je bolj prisotna samo motnja pozornosti, so pa lahko ti otroci kar nekaj časa spregledani. Če je v ospredju bolj motnja pozornosti, to zgleda v šolski situaciji tako, da tako dekle, da tako slikovito pokažem, sedi v zadnji vrsti, je zasanjana, gleda naokoli, ampak ne moti pouka, ne vstaja iz stola, ne teka naokoli, zgleda kot tiho pridno, čeprav sploh ne sodeluje pri šolski uri. Taki otroci so pa bolj spregledani, pridejo starši z njimi kasneje poiskati neko strokovno pomoč, kar je gotovo škoda. Pa po vaših izkušnjah starši kar hitro poiščejo strokovno pomoč ali se najdejo tudi takšni, ki odlašajo pa upajo, da bo pa mogoče zadeva vseeno kar sama izzvenela? Zelo različno je, ne? Starši so seveda razporejeni po svojih reakcijah v neki Gaussovi krivulji. Torej, eni zelo hitro poiščejo pomoč, eni čakajo do konca, oziroma eni je sploh ne poiščejo, tako da je zelo različno. Je pa res, da so v zadnjih letih ali pa celo desetletju tako starši kot strokovni delavci v šolah o tej motnji zelo dobro poučeni, vedo, kakšna je simptomatika, poznajo tudi možnosti strokovne pomoči in ja, vedno bolj pogosto iščejo strokovno pomoč.
Torej, če imate kakšno vprašanje na temo hiperkinetične motnje, še je čas, da nas pokličete v živo v naš studio in takoj boste dobili odgovor strokovnjakinje. Telefonska številka pa se glasi 02 620 3737. In če se mi dve vrneva k hiperkinetični motnji, zanima me, kako poteka samo diagnosticiranje takega otroka. Diagnostika poteka spet stopenjsko, torej ponavadi starši stopijo ali do otrokovega izbranega zdravnika ali do šolske svetovalne službe in če te smatrajo, da je potrebna pomoč naprej po nekih po principih stopenjske obravnave, se potem tak otrok napoti k otroškemu in mladostniškemu psihiatru ali pa kliničnemu psihologu za diagnostično obravnavo. Ta je zelo kompleksna, zajema cel tim delavcev. Ob otroškem in mladostniškem psihiatru, kliničnem psihologu mora biti v takem timu še pedagog, da lahko oceni svoj pedagoški del, mogoče tudi logoped, lahko tudi socialni delavec. Tako da veliko članov tima sodeluje pri diagnostiki, kjer je treba najprej oceniti otrokove primarne intelektualne sposobnosti, da vidimo, kakšne so te, potem pa je treba iti po diagnostičnih kriterijih, če izpolnjuje te za hiperkinetično motnjo. V diagnostičnem postopku je tudi treba izključiti marsikatero drugo bolezen, ki bi lahko izgledala kot hiperkinetična motnja, zato tudi vsakemu otroku naredimo osnovne laboratorijske krvne preiskave, pregledamo nivo delovanja ščitničnih hormonov, ne vedno, ampak če je potrebno, če se izkaže indikacija, se lahko tudi posname EEG ali pa uporabimo kako drugo slikovno diagnostiko možganov. Tako da mora biti narejena zelo široka, tako somatska kot psihološka in psihiatrična diagnostika takega otroka. Že prej ste omenili, da zadeva ni ravno redek pojav v današnjih časih, pa me zanima, ali je na ta diagnostični postopek, ki ste ga pravkar opisali in se sliši res zelo zahtevno in obširno, potrebno dolgo čakati ali se pride kar hitro na vrsto. Kakva je trenutna situacija? Trenutna situacija v Sloveniji je slaba. Čakalne dobe za ali kliničnega psihologa ali za specialista otroške in mladostniške psihiatrije je 6 ali več mesecev. To je rezultat tega, da je teh specialistov, strokovnjakov absolutno premalo. Glede na trenutne potrebe. Glede na trenutne potrebe, tako da se potem v primerih, ko je res nujno, da se spelje taka diagnostika, to naredi urgentno, včasih tudi v bolnišnici, kar v bistvu za to diagnozo ni potrebno. Če nas bi bilo dovolj, bi se lahko tak diagnostičen postopek izpeljal ambulantno. In ne bi bilo dodatnega stresa s hospitalizacijo. Ja, res je. Zanima pa me, kakšni so tisti prvi odzivi staršev, ko izvedo, da je pri njihovem otroku diagnosticirana ta motnja. So prestrašeni, imajo kakšne pomisleke, dileme, se sprašujejo tudi morda, če bi lahko sami pri sebi in pri vzgoji kot taki lahko kaj spremenili, uredili. Spet zelo različno, ampak dejstvo je, da veliko staršev reče, saj sem vedel, saj sem tudi jaz bil takšen, ko sem bil otrok. Kar je razumljivo, če smo rekli, da je genetsko pogojena, da je veliko vzrokov etiologije v dedovanju. Tako da veliko staršev je nekako na to diagnozo pripravljeno in pride samo na potrditev. Seveda pa ne vsi. Imaš pa starše, ki so zelo presenečeni, žalostni, v šoku ali pa celo negirajo to diagnozo in seveda tudi potem zavrnejo predlagano zdravljenje.
Ali obstajajo kakšni nasveti, kako delati s takšnim otrokom kot starš, morda tudi kot učitelj? Ja, seveda veliko napotkov lahko damo tako staršem, kakor učiteljem. O tem je tudi napisano kar nekaj takih priročnikov, priročniki za starše, priročniki za učitelje in takih priporočil jih lahko nekaj povem, ker so v bistvu čist preproste, ne. Če imamo pred sabo otroka z hiperkinetično motnjo in hočemo od njega, naprimer v šolski situaciji, nekaj, je prvo pravilo, da se ga posadi v prvo vrsto, ne, da on ima možnost nekega bližnjega kontakta z učiteljem. Vedno je treba poiskati najprej očesen kontakt s takim otrokom in videti, da te sploh posluša in gleda, preden mu daš neko navodilo. Ne, če se samo zaderemo v prazno, Boris naredi to pa to, seveda ne bo nobenega efekta pri takem Borisu s hiperkinetično motnjo. Zelo pomembno, tako kot pri vseh otrocih, še bolj pa pri teh za hiperkinetično motnjo, je pa to, da imamo jasno postavljene meje, pravila, dogovorjene posledice, če se teh pravil ne bodo držali, in da je vsaka situacija, v katero otrok prihaja, nekako predvidljiva, načrtovana in da je neka rutina v življenju teh otrok in mladostnikov. Da potem ni toliko možnosti, da bi bili tudi oni sami zmedeni. Tako, predvidevam, tako, da. ja. Kako pa je sicer z zdravljenjem hiperkinetične motnje? Se zdravi z zdravili ali kako drugače? Zdravljenje je vedno celostno. Po tem diagnostičnem postopku se educira starše in učitelje, tako kot sem opisala, tudi otroku je treba povedati na njemu primeren način, zakaj gre, in se potem uvedejo najprej šolske prilagoditve, starši poskušajo v svojo strukturo dneva uvesti te rutino, pravila, posledice, in včasih je dovolj, da naredimo te korake. Če pa hiperkinetična motnja je hujše oblike, je pa treba uporabiti tudi zdravila. Katera so tiste najpogostejša, ki jih predpišete? V Sloveniji imamo na razpolago dve obliki zdravil. Ena se imenujejo psihostimulanci, druga so pa ne psihostimulanci. Tako da na ta dva načina potem zdravniki zdravite to motnjo. Kakšni so pa učinki tega zdravljenja? Prinašajo veliko pozitivnih posledic? Ja, za psihostimulance velja, da so to zelo dolgo znana zdravila, že desetletja so predpisovana otrokom in mladostnikom, pa tudi odraslim s hiperkinetično motnjo in so terapevtsko zelo uspešna. To pomeni, da skoraj 80 do 90% ljudi, ki jim to zdravilo predpišemo, reagira pozitivno na to zdravilo. To pomeni z zmanjšanjem hiperaktivnosti, z izboljšanjem pozornosti in z zmanjšanjem impulzivnosti. Kako dolgo pa je v povprečju potrebno jemati takšno terapijo? Zelo odvisno, kdaj ga začnemo to zdravilo predpisovati, od starosti otroka ali pa mladostnika. Ponavadi jemljejo to zdravilo ljudje nekaj let in po nekaj letih se potem preverja, ali je to zdravilo še vedno potrebno ali pa ga lahko že ukinemo. Ker dve stvari sta v ozadju take doktrine, ki sem jo opisala. Eno je, da možgani dozorevajo in nekateri otroci in mladostniki enostavno prerastajo to hiperkinetično motnjo, možgani dozorijo in se zmanjša nekako po naravni poti ta simptomatika. Po drugi strani pa jim zdravilo, ki ga dobivajo skupaj z drugimi ukrepi, ki sem jih opisala, jim pa omogoča, da vseeno pokažejo te sposobnosti, ki jih imajo
jim zmanjša motnjo pozornosti, jim zmanjša impulzivnost in se naučijo enega bolj socialno sprejemljivega vedenja in delovanja, kar ima potem posledico seveda, da so naučeni tega vedenja in zdravila ne potrebujejo več. Običajno je tako, da ima vsako zdravilo tudi možne kakšne stranske učinke. So tudi tukaj kateri pogosti? Seveda, vsako zdravilo ima stranske učinke, ampak pri teh zdravilih so te zelo, zelo blagi in pa, kar je zelo važno, prehodni. Na začetku, ko uvajamo zdravilo, lahko pride do mogoče slabosti, tega neprijetnega občutka v želodcu, lahko pride do nespečnosti, lahko pride tudi do zmanjšanja apetita, ampak večinoma so te stranski učinki prehodni, to pomeni trajajo mogoče prvi teden ob uvajanju zdravila in potem izzvenijo. Glede na to, da smo že prej povedali, da je veliko genetskih dejavnikov v ozadju hiperkinetične motnje, se pravi, če ima otrok diagnosticirano to motnjo, je velika verjetnost, da bo to prenesel tudi na svoje potomce? Ja, neka verjetnost obstaja, ampak jaz ne bi gledala tako tragično in tako črnogledo. Je treba povedati, da ima hiperkinetična motnja tudi kar nekaj pozitivnih lastnosti. O tem se skoraj da ne govori. O tem se pa nič ne govori. Pa morda katero izpostavite. Pa dajmo izpostaviti, ne. Za te osebe je značilno, da so zelo visoko energetsko opremljeni. Že zjutraj, ko se zbudijo, se hitro zbudijo, so čili, pripravljeni na akcijo, kar je super, sploh v današnjem času. Druga taka pozitivna lastnost hiperkinetične motnje je, da lahko te osebe zelo hitro reagirajo, da so sposobne delati več stvari hkrati, da imajo zelo inovativne ideje in kar je tudi zelo dobro, predvsem spet v današnjem času, je, da ne vztrajajo pri rutini, da iščejo nove rešitve, nove poti, kar je danes, inovativnost je nekaj zelo zaželjenega v družbi. In lahko imajo ljudje prav zaradi hiperkinetične motnje tudi nekatere prednosti. Ena taka prednost je tudi, da iščejo vedno nove rešitve, da se ne zadovoljijo z nekimi utečenimi rešitvami in potmi. Pa se pogosto zgodi, da imajo tudi recimo otroci brez tovrstne diagnosticirane motnje podobne navade. Gotovo, sigurno. Je tanka meja med enimi in drugimi? Absolutno, absolutno. Morda res še kakšen nasvet za vse starše, da bodo čim bolj pozitivno naravnani pri spremljanju svojega hiperkinetičnega otroka, odkot najemljajo energijo? Kaj pravite? Ja, težko vprašanje. Ni enostavno dati takih nasvetov, ki bi jih potem lahko uporabili vsi starši. Mogoče res poskusiti gledati na hiperkinetično motnjo, če jo ima naš otrok ali pa naš mladostnik, ne kot neko katastrofo, ampak res tudi poskušati pogledati iz pozitivne strani, da se lahko iz tega tudi kaj pozitivnega izcimi, da ta otrok ne bo šel po nekih utečenih poteh, ampak bo mogoče tudi ubiral neke druge, kar je lahko gotovo pozitivno. Vsekakor priporočam staršem, da poiščejo strokovno pomoč in da se potem tudi v sodelovanju z strokovnjaki odločijo za vse to, kar lahko ponudimo enemu otroku z hiperkinetično motnjo. Ne nazadnje imajo ti otroci tudi možnost biti usmerjeni kot otroci s posebnimi potrebami, kar jim prinese nekaj prilagoditev v šolskem sistemu. In vse to je verjetno dobro izkoristiti v dobrobit otroka. Morda za konec še vprašanje, ali po vaših izkušnjah, kako se počutijo v svoji koži ti otroci? So srečni? Ja, če zdaj pomislim, kaj rečejo sami, včasih so nesprejeti od svojih vrstnikov. Včasih so izolirani,
niso tolikokrat povabljeni v krog svojih sošolcev, tako da nekaj jih lahko govori o tem, da so bolj sami, da jih drugi ne razumejo ali pa da sami sebe velikokrat spravijo v neprijetne situacije in so lahko potem tudi v posmeh drugim. Pa še to me zanima, če imata starša več otrok, se večkrat zgodi, da imajo vsi bratje, sestre diagnosticirano to motnjo ali to ni v navadi? Ne, po navadi jo ima en v družini, ostali pa ne. Pa ne. Tako, jaz se vam najlepše zahvaljujem, ker ste si vzeli čas in z nami podelili vso to znanje, strokovne nasvete in verjamem, da se še kdaj srečamo v našem studiu. Hvala za povabilo. Hvala lepa. Tako, in že smo pri koncu naše oddaje, ki smo jo nocoj posvetili samopoškodovalnemu vedenju in hiperkinetični motnji. V studiu sem gostila docentko doktorico Hojko Gregorič-Kumprščak, doktorico medicine, specialistko pedopsihiatrije z enote za otroško in mladostniško psihiatrijo na Mariborski kliniki za pediatrijo. V našo družbo pa vas vabim tudi prihodnji četrtek ob 21. ko se bomo posvetili bolečinam in paliativni oskrbi. Na klepet bom povabila primariko, docentko doktorico Nevenko Krčevski-Škvarč, ki je zaposlena v ambulanti za bolečine in paliativno oskrbo UKC Maribor. Bodite zdravi in nasmejani. Lahko noč!